Silvestrska kronika na Radiu City. Vi poslušate Kroniko leta na Radio City, z vami sem vaš voditelj Bor Grajner, na terenu naš poročevalec, reporter Milan. Milan, katero zgodbo nam tokrat prinašaš? Ja, Bor, pozdravljen. Torej, gremo naprej med dogodki, ki so zaznamovali leto 2014. Zagotovo je to leto, ki se izteka, zaznamovala tudi gospodarska kriza in naša država, bolj natančno naše mesto, v tem še posebej izstopa. Kitajci nas, kot se kaže, ne bodo rešili, imamo pa posamezne primere, posameznike, ki pa ponujajo rešitev oziroma se na nek način s tem že ukvarjajo. Zato sem pri ta trenutek v Novi Vasi, pri gospodu... Podjetniku, ja. Podjetnik. Podjetnik, ker vas imenujem, ja. Zaenkrat je še moja dejavnost tako rekoč v temi, mislim, se to je tudi primerno, da ni dnevne svetlobe, ampak ni še čisto, bom rekel, uzakonjena. Smo pa delno že na pravi poti. Mislim, tako nam ne morajo nič... Tako da ne bi zdaj o tem, jaz imam pač rešitev, ne? No, to nas zanima zdaj, ja. Ja, no, zdaj najboljše je bilo, da probate, da vidite. Ne bi, zdaj res ne, nimam časa, pa tudi zdaj, mislim, se razumete. Kaj, Kosmatinko? Kaj bomo na hitro? Po 40 €, zrihtama 1, 2, 3, lahko za 60, malo več, traja 1 urco, za 80 pa tako rekoč vse. No pa zdaj res, gospa, hvala lepa, no ne bi mene zanima, kaj vi ponujate kot rešitev za državo, ne, gospod podjetnik? No, če bi jaz gospa bila, ne bi tu bila, ne? To pa ste gospoda. Počakaj, zdaj, če se z mano meni tam idi, počakaj, zdaj boš tako užo imela. Ja, sigurno je to ena od panog, ki bi jih morali legalizirati, ne, namreč morate nekaj vedeti, ne. Ta zaslužek se v svetu deli na tretjine, ne. Ta redne zdravniške preglede, to že jaz plačam, ne, ker to je danes, če imaš pač zavarovanje, neka malenkost, ne, da je tu, bom rekel, tisti minimum zdravstveni, ki pač mora biti, ne. Drugo pa recimo pri 60 €, zdaj 20 dobi delavka, ne, 20 dobim jaz, 20 pa ostane, ne, v tem primeru bi to bil kot neki DDV državi, ampak zdaj, ker ni nobenega, pač jaz tu teh 20 zamem, ampak to gre mislim, v nič, ne, mislim, hočem reči, da to rešitev je, gledajte, tu v stanovanju zraven imamo tudi študente, ki mi trebamo samo zid prebiti, ki več ali manj so na teh substancah, ki pravijo, da so zdravilne, torej marihuani, ne, in zdaj v kombinaciji ta ponudba, da se pri nas to legalizira, se da koncesija. Jaz bi bil neke vrste koncesionar, ker morate vedeti, da imam tu pa v Celju stanovanje, imam že 12 pridnih delavk. Veste, kaj to so kot čebele in meni je res škoda, da pač tretjina tega zaslužka, posebej pri vhodi Avstrijci, ki pač dajo 200, ker hočejo imeti poseben tretma, zdaj roko na srce, več kot za 60, tako ne može biti, samo če dajo 200, naj pač dajo in tudi tu slabih 70 € praktično ostane, ne. Ostane, ki sem jaz pač bolj primoram vzeti, ne. In gledajte, tu gre ogromni denarji mimo. Mi bi brez reklame lahko, kot meni pravijo fantje zraven, je tudi pri tej robi tak, v glavnem, ogromno gre v zrak, ne. Tako da to dejansko je rešitev, ne. Dobro, hvala lepa, Bor, kot si slišal, to je bila še ena rešitev, zdaj pa šibamo dalje v naši kroniki leta. Silvestrska kronika na Radiu City. Poslušate Kroniko leta na Radio City, z vami sem vaš voditelj Bor Grajner. Milan, beseda je tvoja. Ja, Bor, spet sem tokrat v mojem obhodu, pravzaprav sem se odločil, da obiščem tudi tiste, ki so marljivi tudi na Silvestrovo, kot mi recimo, in to so delavci v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru. Vsako leto namreč svet prizadenejo razne katastrofe in nalezljive bolezni. Leto 2014 si bomo zapomnili po eboli in kot sem rekel, sem tu v kliničnem centru, z mano je dežurni zdravnik dr. Drolc, pozdravljeni. Ja, dober večer, mogoče niste ravno pravega dne zbrali. No, pa vseeno, gledajte, no. Mi imamo polne roke dela, ampak bom rekel, čeprav se to grdo sliši, nažalost, ne z ebolo. Imamo danes hujše, ker je Silvestrovo primere. Ebola je stvar, ki je zaskrbljujoča, ampak za nas ne nevarna. Mi se moramo bolj orientirati na gripo in te njene posledice. Gripa je za nas v tem primeru ebola. Sicer pa je današnji dan tukaj za nas že sam po sebi kazen, ker moramo dežurati. Dežuramo pa res ne radi, te ure niso tako plačane, ki bi morali biti. Tako da o eboli pa
Žude, doktor, žude, kaj boste spumpali, ali me boste pacali, tako ime se... Štorman, sejte, se tu pa počakajte, bomo videli, sem vam že 100krat rekel. Kam se vam mudi? Žude, 30 evrov sem plačal, do puhanega nič prišel, pa župa še, pa vse. Pa vino, pa penina, pa aperitiv sem tu spustil. Tako da gremo te med pumpamo, pa gremo, ne dalje. Štorman, gledajte, rekel sem sejte se, pa to je tak in tak plačljivo. Tako da 60 evrov boste tak tu samo plačali, da vas čistimo. Halo, Miki, halo, napotnico imam. Ja, kaj vam bo napotnica pri črpanju? Počakajte malo, ko se pogovarjam. Tu napotnica vam tu ne pomaga. Kaj vam pomaga? Veste, vi zakaj imam jaz napotnico? Ker sem pripravljen. Ker sem 30. včeraj bil pri zdravnici, pa mi je napisala, ker sem vejo, kaj bo. Pa 2 peninic ima ruknila. Dobre, Štorman, dajte se vsest. Jaz se vam prečujem, jaz zdaj ne bi o eboli, ker imamo tu drugačne. Hvala, doktor Kaj pa, če Drolc. ruknemo, Hvala lepa. Bor, to je bilo to iz Univerzitetnega kliničnega centra, se slišimo. Silvestrska kronika na Radiu City. Poslušajte Kroniko leta na Radio City, z vami sem vaš voditelj Bor Grajner. Predajam besedo reporterju Milanu. Milan. Ja, Bor, pozdravljen ponovno na terenu. No, tokrat moram reči, da malo drugačno bo to javljanje, kajti dobil sem izjemno priložnost, da na delovnem mestu na Silvestrovo obiščem, tudi na Silvestrovo namreč dela enega največjih analitikov, gospodarstvenikov, psihologov, priložnostnih zdravilcev. Magister Novak je to, ki bo, kot je sam dejal, napravil rezime leta, ki se izteka. Gospod Novak, dober večer, izvolite. Ja, dober dan, hvala za besedo, najlepša. Seveda pri kroniki, kot je ta leta 2014, je najbolj pomembno, da kaj ne izpustimo, se pravi, moramo povedati vse, zaradi tega, ker pol ne dobimo celotne slike. Žal si ne bomo leta 2014 seveda zapomnili po dobrem in kot sem že naprej dejal, bistvo je, da povemo prav vse. Dobro, no, katere pa so stvari, ki so zaznamovale leto 2014? Glede, stvari je res ogromno in potrebno si je vse zapomniti, zato je tudi potrebno zajeti zrak. Vlasta, prosim. 0,3. 0,6, občutljiva tema je. Torej, leto 2014 so obeležile katastrofe in začnemo z številko 1, to je bil žled, kjer so nas reševala prostovoljna gasilska društva, istočasno pa smo jih hoteli obdavčiti za zastarele gasilske domove. Prišle so poplave, reševale so nas prostovoljna gasilska društva, še bliže smo bili obdavčitvi gasilskih domov. Vlasta. 0,6. Vlasta, ne me prekinja, dajte. Vsekakor je pri kroniki 2014 pomembno, da si vse zapomnimo. Potem so prišle volitve v Evropski parlament, kjer je stranka SDS dobila največ evropskih poslancev, pa državnozborske volitve zmagale SMC in pa sveda lokalne volitve, kjer bi pričakovali od SMC več, a so imeli na lokalni ravni po celi Sloveniji le enega župana. Kdo bi bil tu pameten? Vlasta? Ja, zdaj tak se jaz ne bi spoznala. Zato pa tudi samo točite. 0,6. Slabo vprašanje. Torej, kje smo ostali? Ostali smo pri politiki. Sveda je pri celi stvari zelo pomembno, ko govorimo o kroniki 2014, da kaj ne pozabimo, da ne vzajemo z konteksta, da nas ne označijo kot leve, desne, sredinske, črne. Zato bomo sveda nadaljevali in končali s politiko. 2014 je obeležil tudi dogodek, ko je eden od najbolj znanih politikov, vojakov, generalov, očetov, dobrih šoferjev, pevcev, priložnostni nogometaš in Slovenec odšel v zapor na Dob. Tako kot je odšel, se je tudi vrnil. Skratka, to je, kar se tiče politike. Pomembno pa je seveda, da nič ne pozabimo. Vlasta? Jaz sem kar natočila. In to je najboljše za spomin. Na zdravje. In še zadnji dogodek, na katerega absolutno ne smemo pozabiti 2014, ki se mi je kot psihologu, magistru, gospodarstveniku, priložnostnemu zdravilcu in analitiku najbolj vtisnil spomin. To je dejstvo, da je po novem najboljši sosed Hrvat. Namreč Mercator smo prodali Agrokorju. Vlasta, dajte preostanek, ker se splaša. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa, magister Novak, za vaš čas. Bor, to je bilo to, se slišimo ponovno čez par minut.